Dober dan, kolega Markeš, od srede do srede je začetek smučarske sezone, greva kar naravnost v Colorado, se pravi v epicenter ameriške smučarske industrije, s tem končava šport in šah in se posvetiva politiki. Se pravi, zvezna država Colorado, vrhovno sodišče je sklenilo, da Trump, Donald, slovenski zet, tam ne more kandidirati za predsednika ZDA, kajti bil je vpleten v upor in po nekih zakonih iz časov ameriške državljanske vojne. Ljudje, ki so vpleteni v upor, se ne morejo potegovati za državniške funkcije. A to spreminja ameriško volilno geografijo? Ja, medetapno jo, zato ker pač po tej logiki on sploh ne bi smel več kandidirati za predsednika države, to naslednje leto je to. To je novembra naslednje leto. Ja, marca so pa tam volitve ene vrste in tam naj ne bi nastopil vrhovno sodišče, je tako odločilo, ampak nad njim je pa še zvezno vrhovno sodišče. In če bo to pač razveljavilo, pol je konec te epizode. Ja. Zdaj, vrhovno sodišče, tako kot razumemo, je pod nadzorom sodnikov, ki jih je v svojem mandatu postavil Donald Trump. Če bi šlo zgolj za personalno sestavo, bi lahko sklepali, da bo ta odločitev vrhovnega sodišča Colorado tam razveljavljena? Ja, če bi bilo to, ne vem, v Rusiji, na Kitajskem in podobnih demokracijah, pol je stvar odločena. V tem primeru pa nam moramo z gotovostjo reči, da je tam vendar sodniki še nekaj dajo na svojo avtonomijo, ločenost toj oblasti ima neko tradicijo. Verjetnost, da se bodo pa s tresočo roko odločili v tem primeru, tako ultimativno nekomu prepoveda kandidira. Se pravi, verjetnost, da mu bodo omogočili, pa vendar obstaja. Omnevam. Kakšni so politični učinki recimo tega, da nekdo, za katerega se zdi, da ima zdajle izjemno močno podporo enega segmenta prebivalstva v ZDA, da njegovo ime ni natisnjeno na volilnem listku? V tem primeru bi šlo v pogledu recimo nekih demokratov v Ameriki za lose situacijo, kar pomeni, da v primeru, da nekomu onemogočijo, naj bi bilo to dojeto tako kot omejevanje demokracije, vendar strahovi pa so, da če Trump še enkrat zmaga, da bo pa ukinil demokracijo. To so zelo resni glasovi med določenimi politiki. Ukinil pač v takem smislu, kot takrat, ko je ukazal napad oziroma ko je suportiral napad na Kapitol, kar pa je zelo, zelo mejno ali pa celo prelomno dejanje v ameriški demokraciji in v tem primeru in nasplošno v kaži potu takih primerov za celoten svet, oni so pač izvozniki svetovne demokracije, Američani, je ta sodba pomembna preprosto zato, ker je dregnila v jedro državništva kot takega in uporablja zakon ali pa člene zakona tako, to je neko precedenčna logika, ampak to so zelo pred toliko leti enkrat uporabljali, sicer pa nikoli več, kar pomeni, da gre za izredno redko dejanje in kar pomeni, da gre za izredno temeljno problematiko, ki jo hoče premišljati v kontekstu zaščite ameriške demokracije in to pa je pomembno. Situacija pred nekaj stoletji, v času ameriške državljanske vojne, pa danes, to lahko primerljivo? Očitno je lahko, če se zdaj stiče, gre za izdajstvo države. Po drugi strani pa tako, oba sva spremljala ta 6. januar, ko naj bi prišlo do menjave oblasti, pa se je namesto menjave oblasti zgodil vdor v ameriško zakonodajno oblast. In simbolno, se pravi, ti si je zgledal srhljivo, ti si je kazal na absolutno krhkost ameriške demokracije, kajti dogodek je bil napovedan,
varnostne sile, ki pa naj bi zaščitile zakonodajno oblast, so bile pa smešno majhne. Če se postavlja vlogo Palestinca, v sobotni prilogi je kolega Vrabec naredil intervju z enim gospodom, analitikom, Palestincem, in on je izjavil, da je za njih popolnoma vseeno, kdo zmaga, ali Biden ali Trump. Oba dva imata enako rušilno politiko pač do palestinskega vprašanja in v tem smislu mi je popolnoma vseeno. Iz vidika notranje demokracije v Združenih državah Amerike pa ni vseeno, kaj se bo dogajalo v naslednjem mandatu. Zato, ker ameriška demokracija se je vendarle opirala na neko odličnost v pojmovanju demokracije in na neko neodvisnost v pojmovanju ločenosti veje oblasti. Za Trumpom se je ta meja zelo, zelo zameglila in Trump dejansko ameriški demokraciji kot taki, saj teoretsko je nevaren. To treba priznati. To, da je neko sodišče pripoznalo to nevarnost in šlo v jedro same ureditve, v svoji argumentaciji, kot rečeno, to se mi zdi, da je veliko dejanje. Nekaj, kar se da izvoziti. Ne vem, ali ZDA sploh lahko še kaj izvozijo na temo demokracije po vsem tem, kar so skuhali mislim, da je en pomembnejših izvoznih artiklov vendarle. Bil. Ampak recimo to, kar zdaj Evropska unija nekaj sramežljivo poskuša pokazati na to, prvič občutek zapuščenosti, da ob Združenih državah Amerike, ki skrbijo predvsem za lastne gospodarske in politične interese, da in stare zaveznike pušča ob strani, naprimer, se mi zdi, da vendarle Evropska unija poskuša zdaj najti svojo lastno identiteto pri teh politikah, pri obravnavanju tega, recimo, da drugi vojne povzročajo, Evropska unija je pa tretirana kot sprejemnica vseh vrst beguncev, ki so upravičeni in neupravičeni in tako naprej. Se mi zdi, da to je vendarle tudi za Evropsko unijo ena šansa, da ne sprejme logike uvažanja demokracije po tujem ali pa po ameriškem vzorcu, ampak kreira svojo lastno demokratično prakso, ki je pa mnogo bolj zapletena, zato ker je upletena 27-terica, kar pomeni konsens 27 politik, kar je včasih nemogoče, kar se je seveda zdaj pokazalo tudi pri razrezu denarja in predlogu Evropske unije za pomoči Ukrajini, ki je blokiral recimo Viktor Orban. Ampak vendarle, jaz mislim, da je cel svet zdaj na nekem križpotju, ne samo Združene države Amerike, in da so nacionalne demokracije toliko bolj primorane k preizpraševanju lastnih demokratičnih korenin. Na koncu leta sva, ko se delajo bilance, kakšno je to križpotje, na katerem so demokracije? Jaz mislim, da je moderni svet pač prišel do svojega roba, ko se more na novo izumiti ali pa na novo utemeljiti in ugotoviti, da je, kot rečeno, bodi si na robu nekega klifa, čez katerega lahko pade, ali da je v slepi ulici, lahko te metafore uporabljajo, kakor jih hočejo, ampak ne moramo biti pač zadovoljni z temeljnimi postulati, kot so ločenosti veje oblasti, vladavina prava, predvsem pa tisto, kar je v Sloveniji ta trenutek najbolj pereče in celo na nek način unikatno, pojmovanju celotnega paketa demokratičnih dobrin, ki niso samo vladavina prava, pa neodvisnost veje oblasti in sodstva, ampak tudi sociala. Se pravi, socialno vprašanje, recimo tipična dikcija slovenske ustave, da je Slovenija socialna država, to je v ločenem členu povedano. In Slovenija je pravna in socialna država. In to se pravi, ni samo pravna. Ja. Tudi socialna. Ampak ni pa samo socialna. Ampak ogroženost prihaja pa v paketu, se pravi, ko v bistvu eno od teh postavk zanemariš, druga začne avtomatično trpeti in je ogrožena. Ker pojem pravne države, pravna država je nekaj, kar varuje življenje pa tako naprej, ampak pravna država je predvsem namenjena zaščiti lastnine. To je najglobja poanta ustavnega člena. Slovenija je pravna država. Se pravi, lastnina je nedotakljiva. Ja, to je večna kontroverznost, ker recimo, tako je Danilo Tir povedal v intervjuju z Sašo Idmajer,
da pač Evropska unija ima mogoče ta manjko, da se je v glavnem vzpostavila kot država štrcuna, se pravi kot trgovska interesna skupnost, manj od politične skupnosti, ki vključuje svobodo državljanov in pa seveda njihovo socialno dimenzijo, ali v končni posledici zaščito srednjega sloja ali pa nekega večinskega prebivalstva, če tako rečem. Ne. To je dejansko treba pač preizprašati na novo. V Združenih državah Amerike so že v izhodišču več dali na prednost, napredek, kar pomeni, bolj sposobni pridejo dlje, manj sposobni ostanejo zadaj in pokazati moraš iniciativo in vse tako naprej. In tudi, če smo čisto tako iskreni, mislim, se že samo ime state, stato, to je Machiavelli, mislim, da s tem začel z uradno definicijo moderne države, ne moderne, ampak države kot take. To pride od estato, skratka od premoženja, skratka od stanja lastnina. Estate. To je ena taka osnova, ki je bila zmeraj predpostavljena in zato tudi danes govorijo, da je osnova vsake države ekonomijo moramo narediti. In zdaj naenkrat se samo še ekonomiji govori, o drugih pridobitvah pa ne. Ja, glej, veš, drugi pojem je pa republika, ki je pa res publika. Ja. Ne pa imamo tle estate, stato, lastnina, publika. Ampak dejansko je tako, kot še enkrat bi rekel, da v trenutku, ko ti eno dimenzijo celotnega paketa prenapihneš, drugo zanemariš, avtomatično potem cel paket trpi. Imeli smo na domačem političnem prizorišču nastop premierja na televizijskem formatu, nastop opozicije v praktično istem terminu oziroma takoj za njim. Premier je z nekaj elementi samokritike povedal, da se uči na svojih napakah in se pohvalil, da se hitro uči. Ja, hkrati pa potem v nadaljevanju, kot je pravilno ugotovil Janša, da povedal tudi, da nikoli nima nič narobe, pa da ima vse prav. Skratka, to je bilo zelo zanimivo, zelo dinamičen teden, tako se je tudi začelo. In on se je poskuša, se pravi premier Golob, se zdaj skuša regrupirati, če tako rečem, in sprejema tudi očitke, da ga vodi levica. Jaz mislim, da je to globoko neutemeljen očitek. Pravzaprav njega vodi v njegovih razmišljanjih, si predstavljam, pravzaprav elektorat. Elektorat je pred njega postavil tiste temeljne zahteve, za katere je bil izvoljen, in elektorat je na prvo mesto seveda postavil tako rekoč, če tako rečem, socialno državo. Res publiko je postavil, tako je. Ne samo socialo, ampak res publiko je postavil in mogoče se je za 5 minut začel zavedati, da je to moment, na katerem on stoji ali pa pade. Medtem ko sama opozicija, ki je potem bila, tam sta bila Tonin pa Janša, sta pa pač poskušala pokazati, da je pravzaprav napredek in pa nek sloj, ki ga je treba opolnomočiti za to, da bo ekonomija živela in vse, kar zraven potegne, kar pa je bilo zelo očitno, da gre v bistvu koordinirano spet za vprašanje zdravstva, da je preprosto treba do konca speljati privatizacijo oziroma prikrito privatizacijo, kar pomeni, da je treba postaviti nov zdravstveni sistem. Žaljivo so govorili, da zdajšnji državni je podoben kubanskemu in venezuelskemu in podobne stvari. In več ali manj sta pravzaprav očitala Golobu predvsem to, da naj se vendar že osvobodi levice in njenih vplivov, in začne trezno razmišljati nazaj, tako kot je že eno leto trezno razmišljal, in naj gre naprej po Loredanovem programu. To je bilo poanta. Sta bila pa presenetljivo harmonizirana opozicijska predstavnika. To je bilo predstava v enem in drugem primeru pred ljudstvom, ki jaz je nisem videl drugače kot na nek način. Kako so Grki rekli, prozapon od spredja, krinko dajo in zakrinkana predstava, če tako rečem. To se pravi, gledati tam prvič Goloba, ki se posiplje s pepelom,
tako, da na koncu pojasni, da nikoli nima nič narobe in da se ne ozira na javno mnenje. Ja, zakaj pa potem se promoviraš, če se ne oziraš na javno mnenje? Ne? In na drugi strani Janšo, ki je bil spravljiv kot golob z oljčno vejico v kljunu, je bilo zelo nenaravno. Ne? Mislim, se zgodovinski spomin še ni splašil. To je konvergenca, da Janša postane golob. To je najavljanje velike koalicije. Dobesedno, in to so bili izraženi tudi apetiti potem, da je treba, dajmo že stopiti skupaj, pa da Slovenijo porinemo naprej, naredimo veliko koalicijo, tako rekoč je bilo med vrsticami nekako zaznano, ne. Zložimo skupaj energije, in potem je bilo pa zelo zanimivo opazovati, ko je debata tekla. Pa ne se več kregati. Ne se kregati, stopimo skupaj. Bilo je pa zanimivo potem, ko je razprava tekla o Logarju, ne? Pa o tem, kako, ali je to dogovorjeno, ali to ni dogovorjeno. Vse je bilo zanimivo debata, ne? Ampak takrat se je Tonin začel počutiti vidno ogroženega ali pa tako pokazal svoje nelagodje, ne? Ker dal je vedeti, ne, da Logarjeva uspeh ogroža Novo Slovenijo, dejansko ga, ne. Medtem ko Janša je pa poskušal pokazati, da on s tem nima nič, ne, da je to pač nekaj podobnega kot Virantova epizoda in da bo tudi ta taka in da bomo videli, kar bomo videli, se bo zgodilo, kar se bo zgodilo, da bi bilo fajn, če bi se Logar majhen bolj izjasnil in podobne stvari. Ne. Neiskreno. Vse skupaj. Nastavlja sva ta, ne, estato state, stato republika. Ne. Ja. Kje bo Slovenija leta 2024? A bo država držati? Država držim. Tole mislim, ta soočenja oziroma pač te predstavitve, ne, ki so bile samopromocijske v obeh primerih, ne, v prvem in drugem, je bilo mogoče razumeti tudi pod vidikom, dajmo majhen umiriti pregreto ozračje, ker do volitev je pa vendarle še 2 leti. Ne. V tem času se še ogromno zgodi. Še več. Ne. Janša je pravilno ugotovil, ne, da vse ta javnomnenjska dogajanja oziroma javnomnenjski rezultati so pač rezultati tega trenutka. Ne. Takrat, ko bomo šli na volitve, bo vse drugače. Ne. To je pravilna ugotovitev, zaradi tega, ker se veš, 1 mesec, 2 meseca pred volitvami se bodo energije čist drugače pretakale. No, nekaj podobnega kot zdaj v Ameriki razmišljajo o dinamiki med Bidenom pa med Trumpom. Ne. Zdaj, če se svet postavimo v vlogo Palestinca, ne, je v mojih očeh je Biden že predal oblast Trumpu, ne, tako rekoč. Ne. Kaj bo pa takrat, ko bo se dejansko treba odločiti, ne, bo čist drugo okolje, miselno okolje, ker takrat bodo pa začeli razmišljati o tem, da je natanko tako bo, kot bo pri nas, ne? Da je pa Biden vendarle manjše zlo. Ne? Ko, ne? Via negacionis bo. Manjše zlo je, pomislite, kaj bo, če zmaga Trumpa. Ne? Konec bo ameriške demokracije in če bo konec ameriške demokracije, bo konec svetovnega vzorca demokracije in tako naprej. Ne? Se pravi, Biden je pač dokazal, da ni kos demokratičnim izzivom, niti v svetu, niti doma. To je dokazal. Ne. In zdaj bo pa potekala pač debata o tem, ali je manjše zlo od tega, kar nam sledi, če on ne bo. Ne. Mislim, ne razmišlja o tem, da bi dal nekega bolj verodostojnega kandidata, ampak v obrambo tega. Ne. In se v bistvu pa ti stari obrazi ponavljajo in se postavljajo vmes med tem, kar naj bi bilo, pa med tem, kar je, in rečejo, mimo nas ne morate iti, odločite se, podprite nas. Ne. Kolega Markeš, imava še eno epizodo prihranjeno za letošnje leto. V sredo nadaljujeva najino zanimivo razpravo. Od srede do konca leta. Ja.